Pozdravljeni. Danes bom povedal nekaj več o vzrokih za vročinske oblive v menopavzi, kako jih vidi AIQ metoda. Številne ženske neprijetno vročino opisujejo kot val, ki jih nepričakovano in v trenutku povsem preplavi. Zaradi tega se nekatere začnejo potiti, pojavijo pa se jim tudi velike rdeče lise, bodisi večje po telesu ali več manjših po obrazu. Simptomi vročinskih oblivov. Vročinski oblivi lahko trajajo od nekaj sekund do več minut. V menopavzi jih pogosto spremlja povišan srčni utrip ali vrtoglavica. Ko vročinski val mine, žensko lahko začne tresti. Morebiti tudi zato, ker kožo hladijo mokro spodnje perilo ali oblačila. Nenaden vročinski obliv pri številnih ženskah povzroča stres in živčnost, predvsem kadar jih preseneti v javnosti. Če vročinski oblivi nastopijo ponoči, govorimo o nočnem potenju. Znanstveniki še danes ne poznajo točnega vzroka za vročinske oblive pri ženskah v menopavzi. Predvidevajo pa, da so povezani s hormonskimi spremembami. Znižana raven estrogena najverjetneje vpliva na uravnavanje telesne temperature v možganih. Z vidika AIQ metode spet uporabljamo ta osnoven pristop, se pravi povezava in soodvisnost med strukturo in funkcijo. In nižja raven estrogena ali pa znižana raven estrogena pri ženski pomeni, da je vpliv okolja na njo ali pa vpliv nje na njo samo takšen, da se zmanjšuje ali pa manjša njena ženska vloga, njeno žensko vedenje in seveda s tem primerno, ker govorimo o ženski funkciji, mora prihajati tudi do spremembe njene strukture, njenega ženskega vpliva. Torej zaradi manj estrogena je potem njen vpliv na okolje manj ženski, kot bi lahko bil ali kot bi moral biti. Kar pa je v bistvu v sodobnem okolju zelo pogosto, predvsem zaradi tega, ker se ženske same vodi ali pa tudi one same se vedejo na način, ki je neženski oziroma ki je netipičen ali pa neuglašen z njenim telesom. Se pravi, govorimo o preveliki količini dejanj, preveliki obremenjenosti z dogodki okoli nje. Prav, zgodi se preveč sprememb v prekratkem času, okolje je preveč nepredvidljivo, kar seveda v ženskem živčnem sistemu vodi v to, da gre v močnejšo simpatično delovanje avtonomnega živčnega sistema, ki če je pogosto in kronično, potem seveda tudi negativno vpliva na raven estrogena v njenem organizmu. Povečujejo se pa stresni hormoni, ki pa seveda potem negativno vplivajo na to, kako ženska naj bi bila. Bolj sproščena, bolj mehka, bolj umirjena, bolj kompulzivna, bolj prizemljena. In zaradi tega, ker okolje ženski omogoča in od nje tudi zahteva, da se vede bolj hitro, bolj impulzivno, bolj odločno, da sprejema veliko odločitev v kratkem času, pride potem seveda tudi do spremembe na tem nivoju, kar pa jasno potem zmanjšuje sposobnost te iste ženske, da energijo usmerja dol, se pravi, da energijo usmerja v tla, da energijo usmerja v noge in s tem v bistvu deluje kot neke vrste strelovod ali pa tisti, ki zmanjšuje napetost v določenem okolju, kar je tudi ena od osnovnih ženskih funkcij, da umirja, da hladi, da pomirja, da zmanjšuje moško impulzivnost, moško vročekrvnost, moško potrebo po tem ali pa delovanje moškega, ki energijo usmerja gor proti glavi, proti dlanem, s katerimi potem lahko rešuje probleme, napada in osvaja. O tem sem govoril že v
odgovoru za policistične jajčnike. In seveda, če tako vlogo prevzame ženska, kar se zelo pogosto zgodi tudi zaradi zelo slabih izkušenj, ki jih ženske imajo z moškimi, ali pa ki jih ženska, ko je otrok, vidi in opazi med odnosom med njeno mamo in njenim očetom ali drugimi moško-ženskimi pari, ki imajo dovolj močen vpliv na njeno življenje, pride do tega, da zakrči spodnji del telesa. Temu seveda močno pripomore tudi prevelika obremenjenost ženske, se pravi, da je teža, ki jo ženska nosi, previsoka, zaradi tega, ker prevzame na sebe tudi moški del vedenja ali pa veliko moških opravil, ker moškemu ne zaupa. Ta preobremenjenost potem dvigne napetost v nogah, naredi višji mišični tonus nog, bolj zakrči sklepe, naredi debelejša ali pa bolj neprepustna stopala in se s tem tudi medenično dno se zapre. In seveda s tem je pretok energije proti dol v tla zmanjšan, stik ženske s tlemi je manjši, in seveda potem je verjetnost, da bo energija udarila gor v zgornji del telesa, v ramenski obroč, v roke in glavo višja, kar je pa pot energije po ženskem telesu, ki je v nasprotju z njeno strukturo. Zdaj, da jasno poudarim, da to ne pomeni, da ženska nikoli ne more niti ne sme energijo usmerjati gor proti glavi. Govorimo o primarnih ali pa običajnih poteh, ki bi morale pri moškem biti bolj gor kot dol, pri ženskah pa bolj dol kot gor. In do zdaj v vseh primerih, ki sem jih imel z ženskami, ki trpijo zaradi vročinskih valov ali pa vplivov vezanih na menopavzo, je bilo v skoraj vseh primerih ugotovljeno, da je partnerski odnos neprimeren, nedelujoč ali pa ga ni, kar pomeni, da ženska v bistvu prevzema veliko moških vlog, veliko moških funkcij, kar seveda negativno vpliva na njeno raven estrogena. Če ima moško funkcijo, mora potem tudi energijo usmerjati gor v zgornji del telesa, v glavo, v roke, kar je seveda v nasprotju z njeno strukturo. In potem pridemo do osnovnega problema, ki vodi v kronične težave, da je struktura pa funkcija neusklajena. In take ženske so potem običajno impulzivne, sunkovite, močne, ampak seveda to potem pripelje tudi do tega, da se še posebej v menopavzi ta oblika, ta bes, ta jeza, ta gnev, ki ga ima ženska v sebi, ker mora v bistvu delati ali pa se vesti pretirano po moško, hkrati pa se stara, čuti, da življenjska moč upada, torej jo vedno bolj skrbi, kako bo šlo naprej. In so potem te sunki toliko močnejši in se spremenijo v takšne vročinske oblive. Z učenjem AEQ metode in AEQ pristopa se tukaj v bistvu lahko omogoči razumevanje vzrokov za stanje v telesu z posebnimi vajami in načini dihanja, ki se jih učite pri AEQ učiteljih dihanja 2 ali pa metode 3 in 4. Lahko v bistvu poustvarimo taka stanja, da opazite, da če greste v določen način dihanja ali pa v določena čustva, da vas tudi če ste sami v prostoru, začne ustvarjati podobna stanja, vročinske valove, potenje vrtoglavco, slabost ali pa potem, da vas zebe. In vidite, kako so te vročinski valovi dejansko neprimerno, neučinkovito ali pretirano izražena ali pa potlačena, spremenjena čustva, ki so pri ženskah predvsem namenjena tem, da ne izrazijo jeze, besa in gneva v čisti, direktni, avtentični obliki,
ampak jo spremenijo v vročino, v znoj, v vrtoglavce in slabost, ker se bojijo pretiranega odziva okolja na njih, ki pa ga one s svojim telesom, še posebej, ker je žensko telo bolj krhko, bolj občutljivo na napade, tako besedne kot čustvene kot fizične, ne bi mogle prenesti in seveda potem je bolj enostavno oziroma bolj varno, da to energijo spremenijo v toploto, pride do močnih rdečih lis, in potem vse skupaj bes, gnev in jeza ostaneta neizražena, kar pomeni, da se problem ponavlja, veča in se ne urejuje. In z učenjem IQ-ja in dvigom čustvene zrelosti ter učinkovitosti se ta problem postopoma vedno bolj razume, vedno bolj čuti, vedno bolj povezuje, zakaj je tako, pa od koga ste se to tako vedenje naučila pa prevzeli in kaj morate vse narediti, da postopoma spremenite take odzive ter lahko jezo, bes in gnev izraste vedno bolj učinkovito, hkrati pa ustvarite dovolj dobro delujočo partnersko zvezo, da lahko taka vedenja, ki potrebujejo močno jezo, močen bes ali močen gnev, predate moškemu, in ve pa razvijate in ohranite primerno žensko vedenje. Hvala lepa.